Živijo, dober večer. Jaz sem vesela, da nekaj se nas je pa vse nabral na tem pogovoru o knjigah med knjigami. Upam pa, da bo kdo tudi spremljal tale naš pogovor med knjigami doma, v svoji domači knjižnici. Z mano sta danes Tjaša Železnik. V nedeljo sem prebrala, da je pravi vrstni red mama, igralka, voditeljica, tekačica, sanjačica in ljubiteljica filmov. In verjetno tudi knjig, ja. Pa Miha Kovač, oče, drugače pa, če smo že v takem vrstnem redu, drugače pa profesor na Filozofski fakulteti na oddelku za založniške študije, pa v prejšnjem življenju tudi urednik, glavni urednik v različnih časopisnih in založniških hišah, raziskovalec bralnih navad in tudi avtor pravkar izšle knjige Berem, da se poberem, ki je nekako tudi naš izgovor, da smo se danes tukaj dobili, čeprav mislim, da so v njej tako splošna spoznanja, tako temeljna spoznanja, da bi se morali o njej pogovarjati, tudi če te knjige ne bi bilo, ampak na srečo je. Jaz sem pa Urška Kaloper, mama, in drugače pa vodja uredništva priročnikov in urednica te knjige. Skratka, danes bomo govorili o branju z otroki, o pomenu branja, zakaj je branje pomembno za otroke, o pomenu domačih knjižnic, družinskega branja, skratka, zakaj in kako naj bi brali z otroki, da bo od tega neka korist. In ko sem urejala to knjigo, recimo, se mi je prav utrnila neka primerjava z zdravo prehrano. Pomislila sem, tako kot za telesno zdravje otrok skrbimo s tem, da jim, kuhamo uravnoteženo prehrano, zelenjavo, koristne, uporabljamo živila, ki so telesu zdravju koristna. Tako nekako je tudi z branjem. V bistvu otroci, ki ne berejo, otroci, ki ves čas samo strmijo v zaslone, je nekako tako, kot če bi jih samo v McDonald's vodili. Tako da, pa bi kar začela mogoče z vprašanjem. Tjaša, ste vi že v otroštvu radi brali? Kako je bilo vaše otroštvo povezano s knjigami? Ja, živjo. Zelo rada sem brala. Moram pa priznati, da mi starši pa niso brali, takole kot zdaj jaz svojemu otroku berem, ampak so pa mi, predvsem mama, zelo mi je priporočala knjige, me vzpodbujala pri tem, da berem, v tem smislu pa zelo, tako da hkrati sem imela pa tlele v centru staro mamo in zraven je bila pionirska knjižnica in kadar sem le mogla, sem šla tja, mi je bil tako eden najljubših kotičkov, ko sem bila otrok in tudi knjižničarka je bila tako fenomenalna in je vedno najdla zame knjige, ki so mi bile všeč in knjige, ki jih nisem poznala, tako da sem jih na ta način lahko spoznavala. Deva si mi dve deliti, pa nema gospod Kovač. Kaj pa ti, Miha, si že kot otrok rad bral ali te je bilo treba mečkam siliti knjigam? Jaz sem verjetno preveč bral, zato ker je obstojeno poletje v moji samotni in grenki mladosti. Jaz sem poletje zelo veliko preživljal na Bledu, ker smo pač en del družine iz tam smo imeli tudi neko hišco nekaj časa in sem potem en cel poletje presedel pod eno hruško in bral norveške pravljice. To je bila ena taka lepa bela knjiga z nekimi takimi podobnimi vzorci, kaj na tej knjigi. In potem sem jaz tisto poletje, ne samo, da sem pod hruško bral te knjige, ampak sem tudi jedel zraven kajzerce z zaseko. Tako da sem imel pol na koncu tega poletja po moje kakšne 2 do 3 kile več in tudi precej večji obseg okrog pasu. Tako da branje ni zmeraj koristno. Je včasih tudi lahko v kakšnih konkretnih primerih tudi škodljivo. Drugače pa doma so mi seveda veliko brali, mama je imela mene pa sestro za ene vrste poskusnega zajca, ker nam je brala včasih knjige, ki jih je sproti prevajala iz nemščine,
Na ta način sem imel to čast in slavo, da sem bil eden prvih slovenskih otrok, ki se je srečal z Mumini, zato ker je mama pač dobila od svoje prijateljice knjižničarke v Pionirski knjižnici to knjigo in nama je potem sestro brala tako, da je sproti prevajala. Tako da jaz sem, Bog pomagaj, zelo knjižno socializiran. Sam umejil sem pa v nos Kajzert zaseko. Omenili ste že, Tjaša, da vidve s hčerko zelo veliko bereta, pa me zanima, kdaj si vzamete čas za to? Vi imate vseeno zahtevno kariero, imate kakšen obred, kako pristopate k temu? Ja, bereva v bistvu takrat, ko sem jaz frej, kadar imam predstavo, pač ne. Ampak zdaj moja hči že tudi sama bere in v bistvu zdaj se je malo obrnilo. Ona tistim, ki jo čuvajo, ne, če so to stari starši, zdaj ona bere. Njim, mislim, sicer je šele v 2. razredu, ampak že zelo tekoče bere in tudi interpretira. Od kje ima to, ne vem. Tako da, ja, drugače pa, to sem pa že prej omenila, da ko je bila še čisto majhna, ko še v bistvu pač ni mogla čisto dojemati, kaj jaz berem, sem jaz brala, ker se mi je zdelo to nekaj najlepšega, kar ji lahko dam, ker pač sem igralka, izobražena sem v tem smislu, ful, imam rada otroške knjige, hkrati pa zelo tudi uživam, da jih interpretiram in da so moji liki pač zelo živi. To je tudi zame en tak užitek, no? Tako da to v bistvu počneva vsak večer, ko sem prosta, no? Zdaj so to že malo zahtevnejše zgodbe, niso samo tiste slikance zdaj že sama bere, zato sem tudi zelo vesela, da jih imava. Ja, tako se namestiva in potem berava in ona še, da bi ja trajal, no. Kako potem zbirata zgodbe, knjige, ki jih zbirata skupaj, se vi odločite, kaj boste brali? Ja, kar jaz zberem, no, kolikor jih poznam, pa tudi tisto, kar je pač na knjižnih policah, če so kakšne novosti, pa se mi zdijo zanimive. Drugač pa od teh slikanj sem zelo veliko stvari, ki jih jaz poznam, oziroma pač tudi, ki se je pojavil, ne vem, Zverjašček, sem ga prelistala, pregledala in se mi je zdelo, da je zanimiva knjiga. Ne vem, kako čistočen knjige do mene prihajajo, ampak se mi zdi, da pridejo zelo dobre, no, knjige. Zdaj pa pač tiste, ki jih jaz poznam, ali pa pač, da jih nekje na knjižnih policah zagledava, tiste bereva, no, tako. Včasih pa tudi sama kaj zagleda, kadar prideva sem, no. Skratka, čeprav razumem, nikoli ni bilo treba ravno siliti knjigam, je že... Ne, zaradi tega, ker to je v bistvu ful užitek, no, da se skupaj potopiva v neko zgodbo pravlično, kot sem rekla, jaz igram vse like, že tako malo naprej berem, da bojo ta pravi, da bojo imeli prave glasove. Dam si duška, seveda, ful sem dobra v gorenjskem narečju, ne, tisti najboljši plemeniti liki, recimo Hagrid govori po gorenjsk, ne, in jaz ful uživam in pa ona tudi pade not ful v zgodbo, no, tako, to je pač tak najni večeri so to, no. Tako da v bistvu niti ne pogreša pol nekih risank, pa tako televizije skoraj ne prežigamo. No. Ampak Miha, vseeno, kaj pa pravi stroka? Kaj je dovolj branja? Kaj to pomeni, da z otroki beremo dovolj in mogoče kakšne knjige naj izbiramo? Mislim, dosti je toliko, kar pač komu paše, ne? Tukaj pač ne moreš nekih predpisov postavljati, če je pač tega preveč, se otroku branje upre in tega potem nikoli več ne počne. Tako da tisto, kar je po mojem pri takem otroškem branju zelo pomembno, je tudi to, kar se pač skozi to, v bistvu so otroške knjige ene vrste orodje, s katerim starši vzpostavljajo vez z otrokom in se z njim povežejo. Tako da z tega stališča je branje zelo pomembno, ne? In ena od napak, to v tej zadnji svoji knjigi, ki bo, mislim, da 1. decembra išla v slovenščini, tudi Marianne Wolf opisuje eno svojo, Marianne Wolf je ena vodilnih ameriških psihologij in raziskovalk branja in opisuje eno svojo študentko, ki je prišla k njej čisto zgrožena, bivša študentko, pa je rekla, joj, skozi berem svojemu otroku, pa nič se ne pozna.
ne? In sta se potem zmenila, da jo bo Marian Wolf enkrat upazovala, ne? In ta gospa je otroku brala tako kot stroj. Zadala si je, da mu bo odrecitirala čim več možnih knjig, otrok je mogel primer sedeti in poslušati. In to je bistveno slabš kot nič, ne? Tako branje. Tako da tle gre res za to, da se je pač treba nekako z otrokom povezati in mu pač brati na tak način, da pa še staršu pa otroku. In tukaj nekega, ker smo ljudje, hvala Bogu, še zmeraj različni, ne? Tukaj nekega predpisanega obče veljavnega recepta ni. Ne? V bistvu mora vsak starš pa otrok najdeti neko svoj način branja in komuniciranja. Edino, kar po mojem pri tem zelo trdno velja, je to, da mora otrok videti, da staršu to ni muka, in starš mora biti tudi sam neke vrste bralni zgled, ker če starši sami beremo, potem to otroci pripoznajo kot neko spoštovanje vredno početje, da tako rečem. Kakšne knjige pa naj otroci berejo? Zdaj velika se pogovarjamo o tem, kaj je zdaj kvalitetna knjiga, kako naj od knjige zbirajo otroci po svojih željah, ali to delamo starši, kako? To je spet odvisno od kombinacije starša in otroka, bi rekel. Tle je ena taka stvar, ki jo jaz mogoče zdaj, ker sem tudi že jaz malo starejši, ne razumem najboljš, je to, kako se otroci povezujejo s kakšnimi starejšimi besedili. In jaz imam enega zgodba, ki sem jo že parkrat pripovedoval, imam en moj študent, ki je bil knjižničar na eni osnovni šoli, je imel knjižničarski krožek in je otrokom rekel, dajte na kup fantazijsko književnost, in so dali na kup Harryja Potterja, Tolkiena pa Lukca in njegovega Škorca. In je potem vprašal, kaj pa Lukac sledira, in so otroci rekli, to je pač neka paralelna realnost. Skratka, to je knjiga, ki je meni, ko sem bil jaz otrok, mi je zelo jasno govorila in sem razumel vse, kar se je v zgodbi zgodilo, ampak ti otroci, ki pa danes rastejo gor in ki se v bistvu ne znajo predstavljati sveta brez zaslonov, brez pametnih telefonov, brez kupa različnih načinov komunikacije, ki v mojem času niso bili možni, pa in ki tudi živijo v nekem skrajno zaščitniškem okolju praviloma. To so te stare zgodbe, ko smo mi starci, taki, ki jaz hodili v šolo, je približno, mislim, da 90% otroške populacije tam nekje od drugega razreda hodilo v šolo peš sami, in tako sem tudi jaz iz Rožne doline ceplal na osnovno šolo Prežihovega Voranca. Včasih je vrnitev domov trajala tudi 2 uri, ker sem se zamudil v Tivoliju, pa s kakšnimi psi sem se pogovarjal, pa tako naprej. Ampak sem hodil sam in mame nikoli ni skrbel, da ni imela nobenega razloga, da bi jo skrbel, da bi se mi kaj zgodil. Danes v bistvu hodi samih v šolo samo še nekih 10% otrok in te otroci imajo neko čisto drugačno percepcijo sveta. Bistveno manj so tudi v naravi, in jim neke metafore z naravo, neka imena rož in tako naprej, česar je v Bevkovih zgodbah zelo veliko, jim enostavno napovejo ničesar več. In zato jaz pač mislim, da je za neko uvajanje v branje pač treba bazično izbirati stvari, ki so od tega sveta, v kakršnem otroci in mi živimo, ker pomeni, da je treba pač zbirati sodobne knjige, ki jih je, hvala Bogu, na razpolago veliko. Po drugi strani pa beremo tudi v tej knjigi, je branje, če rečem temu, koristno tudi zato, ker nam širi obzorja, ker nas pač uvaja v neke svetove, ki jih mogoče drugače ne bi doživeli in nam jih predstavi. Zelo zanimiv je recimo tisti del, vsaj meni osebno v knjigi, ko piše, da uživanje preko knjige je res izjemno intenzivno, ker je dolgotrajno, ker si moramo vse v glavi sami naslikati, skratka moramo res se vživimo v tisti svet. Dobro, to je ena prednost recimo branja knjig. Kaj so pa še druge? Mislim, ena taka osnovna prednost branja knjig je to, da se z branjem knjig naučimo brati knjige, kakor se to smešno sliši, ampak v bistvu jezik, ki je v knjigah, je drugačen od jezika, ki ga govorimo v vsakdanjem življenju. Bistveno drugače strukturiran. V knjigah nastopa tudi bistveno več besed, kot jih uporabljamo v vsakdanjem življenju.
knjige nastopajo v različnih kontekstih, tako da se v bistvu skozi branje si širimo besedni zaklad in tudi se učimo razumeti, da pač se lahko v različnih kontekstih pomeni besed spremenijo in skozi branje se učimo obvladovati bolj zapletene stavčne konstrukcije. Ne? Zdaj pa stvar zelo enostavna, če znam jaz 1000 besed, tako kot ga ne bom imenoval, kar bi rekel Harry Potter, ne? Potem lahko v resnici govorim o zelo malo stvareh. Ne? In tudi, če znam malo besed, bom zelo hiter nagnjen k temu, da bom delal poenostavljujoče zaključke in da bom toliko bolj nagnjen k kakšnim takim fundamentalističnim dojemanjem sveta. Ne? Če pa moj besedni zaklad širok, ne, pa lahko v bistvu ubesedim zelo široko paleto misli in čustev. In v bistvu tisto, kar se zgodi z otroškim, s tem, kar beremo otrokom, se v bistvu zgodi to, da jih uvajamo v ta svet bolj kompleksnih besed in jih v bistvu učimo misliti in se izražati v stvareh, v katerih drugač ne bi mogli se naučiti misliti in izražati. Tako da en tak pozitiven učinek v bistvu branja otrokom je, da jim s tem v bistvu širimo besedni zaklad, ne, in tisto, kar je potem output tega, da tako rečem, ne, je pa to, kar v bistvu kažejo raziskave PIAC oziroma raziskave, ki nastajajo v okviru OECD-ja, znanja otrok, je pa to, da so otroci, ki so iz bralnih družin, potem praktično tam, ko končajo srednjo šolo, z eno stopno bolj bralno pismeni kot otroci, ki so iz nebralnih družin. To ne pomeni, da preskočijo eno stopnjo izobrazbe, ker jo ne, ampak so pa bistveno bolj artikulirani. Ne. In v tistem hipu, ko nekdo postane bolj artikulirana osebnost, lahko pač govori in razmišlja in komunicira o več stvareh. In načeloma je to v nekem svetu, ki ne temelji na tem, da forsira bebavost, velika komparativna prednost. In to ne samo na področju humanistike, družboslovja, ampak tudi, ne vem, naravoslovci, ne, oziroma tudi, če se želimo ukvarjati z naravoslovjem, pomaga, če beremo leposlovje, ker nam pomaga razmišljati abstraktno, ker nam daje neke nove besede, neke nove pojme in nenazadnje številni uspešni ljudje priznavajo oziroma se pač pravijo, da so dobri bralci. Ja, jaz imam eno tako čudno navado, da imam moje poletno branje so knjige z področja naravoslovja, ne, in ni je bolj odbite in odštekane zadeve, kot je kvantna mehanika. Ti bomo verjeli na besedo. Ja, no, ampak tle obstojita dva genialna avtorja. Eden je Marco Rovelli, ki je Italijan, nekje tam iz okolice Bolonije, drugi pa Vlatko Vedral, ki je Beograjčan. In oba sta dala skozi solidno klasično izobrazbo, včasih so bile šole dobre v nekdanji Jugoslaviji, saj v prestolnicah, in v bistvu, ko bereš njihove knjige, njune knjige, ona dva kup stvari razložita z literarnimi metaforami, ker se jih enostavno ne da drugače razložiti. Tako da v bistvu sej naravoslovje se dogaja skozi neke odštekane matematične formule, ki jih še tisti, ki se jih zmisli, ponovadi ne razume, ampak potem, ko moraš pa to ubesediti v neki jezik, ki je pa razumljiv recimo temu tako običajnim ljudem, se pravi ne fizikom, pa ne gre drugače, ker da v bistvu uporabljaš literarna besedila, filozofska besedila, tudi kakšne Biblija pa vede so zelo popularne pri tem. Tako da v bistvu naravoslovja ne moreš misliti brez ustreznega znanja, brez ustreznega humanističnega ozadja. Druga stvar, ki je pa zanimiva, to me je pa malo šokiralo, ker sem delal to knjigo, ker tega dejansko nisem pričakoval, zato ker so bile moje izkušnje z menedžerji majčkeno drugačne. Ampak ko pogledaš najbolj uspešne menedžerje, tudi v tehnoloških firmah, so to v resnici ljudje, ki so bralci. Bill Gates, zdaj na stara leta, ki nima več kaj za početi, razen tega, da nastopa v teorijah zarote, piše v bistvu knjižni blog. In ker je zelo bogat, si pol vabi na večerje razne avtorje, ki potem imajo tega blazno korist tudi s prodajo svojih knjig. Potem navajamo v knjigi LinkedIn,
YouTube in še kupenih drugih tehnoloških firm so v bistvu v njihovih upravah sedijo ljudje, ki imajo bazično humanistično izobrazbo. V tehnoloških firmah je tudi zelo ogromno ljudi s tehnološkimi izobrazbami, jasno se brez tega ne gre, ampak to meni sam govori o tem, da z branjem dobiš v bistvu neke sposobnosti, ki so blazno koristne za delo v podjetjih. Nekatera angleška podjetja so imele 15 let nazaj celo to navado, pa ta val neoliberalizma to čisto odnesel, da so v bistvu, ko so rekrutirali mlade menedžerje, so imeli zelo radi diplomante primerjalne književnosti, ker so bili bolj sposobni misliti empatično in se vživljati v mišljenje svojih sodelavcev in so bili zato bistveno bolj sposobni voditi skupine kot nekdo, ki je bil samo računovodja, pa je videl samo številke, pa nič drugega. Tako da branje ni hec. Branje je tudi hec, jasno, ampak stranski učinki branja pa niso hec. No, ampak ko omenjaš hec, dejansko raziskave kažejo tudi, da ljudje, ki berejo, oziroma v državah, kjer berejo, so ljudje bolj zadovoljni s svojim življenjem. Ja, zdaj tle se mora zmeniti, da tle žal povezava ni kauzalna, ampak je korelacija. Če bi bila kauzalna povezava, bi bilo še boljše, ampak ni. Skratka, za neko urejeno družbeno okolje je seveda značilno, da so ljudje dobri bralci. In če pogledaš recimo države, obstajajo neke čudne meritve, ki jih delajo v glavnem pri Združenih narodih, ali pa pri organizaciji za intelektualno lastnino, s katero merijo inovativnost držav in nekaj, čemu rečejo indeks sreče. Jaz tega namaram preveč, ker to pol mene spominja na kakšnega mojega sorodnika, ki si mu dal liter terana na mizo, pa je indeks sreče blazno poskočil. In pol tudi držal, dokler se ta flaša ni spremenila. Jaz bi raje rekel indeks splošnega zadovoljstva z življenjem. In na vrhu teh, če pogledaš top 10 teh držav, po teh indeksih, so v glavnem države z visoko razvito bralno kulturo. Države, kjer ljudje berejo več kot pri nas. So seveda države, kjer so statistično ljudje veliko berejo, pa so zelo nesrečne, recimo Rusija. Ampak v Rusiji je tako, da so vsi bralci skoncentrirani v parih velikih mestih, polk greš pa na podeželje, je pa bolj puščava, tako da je bolj to z demografijo povezan kot z negativnim učinkom branja na rusko dušo. Zakaj pa je tako? Ne z Rusijo, ampak zakaj so ljudje bolj zadovoljni? Jaz mislim, da odgovor je pač v tem, po mojem, kar sem prej rekel, v tem, da pač si bolj sposoben razumeti svojega bližnjega, si bolj sposoben artikulirati svoje misli, si se bolj sposoben poslušati in družba, kjer se ljudje znajo poslušati in komunicirati, načeloma ni družba z veliko nerešenimi konflikti. Je družba s konflikti, ampak družba, kjer znajo reševati konflikte. Združene države so zdaj tipičen primer družbe, kjer slabo rešujejo konflikte. Tudi mi smo primer družbe, kjer relativno slabo rešujemo konflikte, ampak še zmeraj boljš kot v Združenih državah, Konvud v tem primeru. Tako da knjige so pač s tem, po mojem, na nek način povezane. Dobimo skratka neko družbeno kulturo, ki jo mimogrede po moji pameti družbeni mediji zelo najedajo, zato ker nas Facebook, Instagram, Twitter nas zapirajo, Google, YouTube, nas po eni strani zapirajo v mehurje enako mislečih, kjer smo odfrendani od tistih, ki mislijo malo drugače mi, in hkrati algoritmi teh podjetij, v bistvu teh podjetij, ki vzdržujejo te platforme, delujejo tako, da nam ponujajo vedno bolj radikalne vsebine na določeno temo in nas s tem še bolj radikalizirajo in zapirajo v določene mehurje. In knjige so seveda na nek način proti utež temu, sploh če jih znamo ustrezno izbirati. Ampak
ti zase praviš, da nisi tehnofob, da v resnici morajo digitalni mediji in knjige sobivati. Zakaj je to pomembno? Kaj mi pa drugega preostane? Mislim, da to bi bil zelo zanimiv eksperiment, reči, zdaj bom pa jaz živel brez pametnega telefona, brez računalnika. Jaz mislim, dobro se že zaradi službe ne bi šlo, ne? Ampak s temi stvarmi se moramo nekako naučiti sobivati, predvsem moramo pa razumeti, da imajo te mediji tudi negativne učinke. Ne? In negativni učinek pametnega telefona, zelo poenostavljeno rečeno, je to, da nas socializira v hitro menjavanje različnih vsebin, kar pomeni, da se v nobeno stvar ne moramo poglobiti, usmerja nas v vedno večjo, kako bi rekel, radikalizacijo, ne? In v tem smislu, da ne vem, če vpišemo Google vegetarijanska kuhinja, mi bo čez, ali pa v YouTube, mi bo čez 10 zadetkov začel kazati veganske recepte in čez 20 zadetkov, kako mojo mačko spremeniti v veganko, kar bi bil zelo zanimiv eksperiment, ampak po moje se ne bi dobro končali. Ne? In to je problem, ne, pri teh digitalnih medijih. Zdaj pa, če se jaz tega problema zavedam, ne, in jih uporabljam drugače in recimo, ne vem, ob 9 zvečer dam to stran, kar ne rata čisto zmeraj, ampak recimo, ne, da damo to stran, če se odločim, da določenih vsebin enostavno, da bom dostopal, potem so digitalna orodja super, ne, saj znajo kup stvari, ki jih jaz ne znam. Ne vem, če v knjigi navajam pač ta primer, kako mi je to pomagalo preživeti na Kitajskem, ker bil brez telefona bazično mrtev. Ampak sej imamo tudi recimo čisto v vsakdanjem življenju, če bi me zdajle poslali, ne vem, v Maribor na ulico Poldeta Praprotnika 5, ne, bi 20 let nazaj to bila precej zahtevna operacija, ki bi se mogel ustavljati, ki bi tja prišel pa spraševati ljudi, zdaj pač upišem v telefon in sem tam, ne, in sploh nič ne razmišljam. Tako da, mislim, digitalni mediji, da ne govorimo o komunikaciji, ne, da lahko, ne vem, svojo žlahto v Ameriki komuniciram, kadar hočem, da se pogovarjam s svojimi kolegi iz tega foha, kadar hočem, da mi ni noben problem recimo z nekom iz Nizozemske napisati ali pa iz Anglije napisati skupaj knjigo. Ne. To so vse super stvari. Ampak, kot rečeno, ne, tako kot bi rekli v medicini, vprašanje je v količini. Ne. Nekaj je v majhnem odmerku lahko zdravilo, če vzameš pa malo preveč, te pa fenta. Ne. In 4, 5, 6, 7, 8, 9 ur rabe pametnega telefona je absolutno smrt za pamet. Tjaša, kako pa vi vidite to sobivanje digitalnega sveta, književnega, kako skrbite za to ravnotežje? Dobro, vaša hčerka je drugošolka, ne, ampak verjetno bodo tudi kmalu začeli zanimati telefoni, tablice. Ja, zaenkrat je še ne tako zelo, no, ampak to je verjetno zato, ker niso nekje na dosegu rok. Drugače pa ja, v bistvu se strinjam popolnoma, mora biti oboje in ja, tudi digitalnih medijev je veliko koristi. Od knjig pa še toliko več, se mi zdi. Zdaj bi pa mogoče še malce domačih knjižnic dotaknili, ker so tudi kar pomembno poglavje v tej knjigi, ne? Ker so ravno tako povezane s usvajanjem nekih bralnih navad. Tjaša, tamle so vas knjigarke izdale, da vi ste kar pogosta gostja tukaj v knjigarni. Povejte, zakaj se vam zdi pomembno, da imamo knjige doma? Zakaj je pomembno knjige kupovati? Ne vem, v bistvu. Jaz sem hotela, da pač moja hčerka vse te slikanice doma, da jih lahko kadarkoli vzame v roko, da jih lahko prebira. Najprej sem jih jaz, v bistvu pač slikanice za jih sama. Jaz sem pa tudi človek, ki v bistvu nikoli nisem brala knjig na na Kindlu ali pa vedno imam rada knjigo v roki, ful sem old school, no, kar se tega tiče. Rada jih kupujem, všeč so mi, rada jih imam, da mi ni treba recimo knjižnico zdaj vrniti takrat, ko bo treba in da lahko potem kasneje tudi nekomu posodim, pa da lahko še enkrat preberem.
Pa zelo se mi zdi dober, berem veliko tudi slovenske avtorje in ful mi je všeč, da jih imam tam na policiji. Tako da meni se zdi super, da ima človek čim večjo knjižnico, čeprav sem na fotografiji videla, da ima gospod Kovač precej večjo od moje, ampak tudi moja ni tako švohno. Tako da, ja. Jaz sicer danes nisem tukaj gostja, ampak mogoče moja anekdota, moja hči je tudi, mi sva hodile po knjigarni in potem sva vohali pravljice, katera pravljica lepše diši in tista, ki je lepo dišala, sva jo kupile pa odnesle domov. Tako da, no, ampak vseeno, Miha, kako je zdaj res s tem velikostjo domačih knjižnic in bralnimi navadami, kako je to povezano? Ja, zdaj, tle je spet, če govori statistika, ne, in ta podatek je mene blazno razočaral. Ne. Tako je, ne, nič knjig je blazno slabo. Ne. Potem pa ko se število knjig začne višati, se pozitivni učinki blazno hitro povečujejo. Največji skok je pa tam nekje od 80 do 200 knjig. Tisto, kar je pa mene razočaralo, ne, je pa to, da polka enkrat domača knjižnica preseže 300 kosov, pa ni nobene razlike več, jih je v knjižnici 5000 ali pa 350. Ne. In to je mene razočaralo, jasno. Ker imamo pač doma veliko knjig. Pri meni je pač ta problem, da se v tem knjižnem poslu svaljkam že skoraj cel življenje in potem se kar nekaj nabere. Ne. Sam sem intenzivno bralec, sam sem pač profesor. V vsem svojem življenju sem se v glavnem družil z ženskami, ki so tudi bile bralke in so pol moja življenja prinašala veliko število knjig, ne, tako da pol, ko se to enkrat združi, je ta številka res pri nas doma gromozanska, ampak kot rečeno, na otroka nima to nobenega vpliva. Mislim, bi bilo čisto isto, če bi bilo 300 ali pa če jih je, boh vi, koliko jih je pri nas doma. To je bila dobra kazen zame, da bi jih mogel enkrat prešteti. Ja. No, ampak raziskave pa vendarle kažejo, da Slovenci pa vse nimamo ravno največjih knjižnic na splošno in tudi nismo najboljši bralci, a ne? Kako je s tem? Tukaj treba še to reči, ne, da jasno, če tako kot pri prejšnji zgodbi o branju, ne, je tudi tako, da če imate otroka, pa mu date 200 knjig v otroško sobo, ne bo tega čisto nobenega učinka, če ne bo te interakcije skozi branje. Tle, v bistvu so domače knjižnice v teh raziskavah razumljene samo kot ene vrste najbolj priročni meter za merjenje knjižne in bralne kulture v neki družini, v neki manjši družinski skupnosti. Ne. Zdaj, v Slovenci smo pa, kar se knjig tiče, v resnici precejšnji gorenci, kar pomeni, da imamo v resnici zelo majhne knjižnice, glede tega imamo tudi relativno veliko stratifikacijo. Ne, s tem, da v Sloveniji treba seveda tudi to upoštevati, da imamo mi eno boljših mrež splošnih knjižnic v Evropi, ne, in ni pol take potrebe po domačih knjižnicah. Ampak poanta teh raziskav pa seveda je, da če doma ni nekega bralnega jedra, ne, potem seveda tudi potem ti tudi knjižnice čisto nič ne pomaga. Ne. Tako da tle mora biti v bistvu vedno neka kombinacija. Ne. Da ne govorimo o tem, da je pri branju blazno fajn kakšno knjigo tudi večkrat vzeti v roko, pa si jo s kom izmenjati, pa tako naprej. In to lahko počneš samo, če imaš domačo knjižnico. In v Sloveniji glede tega, kot rečeno, zaostajamo. Mi imamo nasploh ta problem, imamo polovico ljudi, ki so nebralci. Ne? In ta odstotek je enak tam nekje od leta 70 naprej, ko smo naredili prvo bralno raziskavo. Vsake toliko cajta malo zanihali. Tisto, kar se zdi meni zelo zanimivo, je to, da je bilo nebralcev najmanj v Sloveniji nekje v 80-ih, ko se meni zdi, da je bilo sploh, mislim, sploh fajn, ker smo bili še lepi pa mladi, ne? Ampak takrat je bilo najmanj nebralcev. Takrat se mi zdi, da je bilo tudi neko blazno tako intelektualno brbotanje in vrenje v Sloveniji, kupenih stvari se je dogajalo, pa ne, začne to spet ugašati in smo zdaj tam nekaj kot smo bili leta 70. Medtem ko recimo Norvežani, ki smo imeli približno 30% nebralcev leta 70, so jih imeli leta 2019, mislim, da samo še 10%, kar pomeni, da statistično gledano praktično ni bilo nebralcev v
družbe. Ne. Tako da trendi bi bili lahko tudi drugačni, ne. In glede branja v Sloveniji očitno delamo nekaj narobe. Ne. Kaj delamo narobe, ni stvar sicer te debate, ker bi to bilo zelo komplicirano pa kompleksno, pa tisti, ki bi se o tem pogovarjali, bi se najbrž tudi skregali na določeni točki. Tisto, kar se zdi pa meni predvsem pomembno, ne, zato sem seveda napisal to knjigo, ne, je pa to, da se mi zdi blazno pomembno, da ljudje, konec koncev se tudi jaz sprašal v zadnja leta, ne, za katerega vraga, ne, kaj hudiča jaz počenjam med vsemi temi knjigami, ne, in sem si pač moral na to na nek racionalen način odgovoriti. In tisto, kar sem želel doseči s to knjigo, je pač v bistvu to, da pokažem, da, ne, kot rečeno, da ima branje kup pozitivnih stranskih učinkov in da je smiselno to potrebo po branju nekako ponotranjiti. No? In to je, če bi to kot vrednoto ponotranjilo, pa več ljudi bi bilo potem seveda tudi za branjem drugače. Ne? Ker nobena državna politika ne more ljudi prisiliti, da nekaj počnejo, če se njim samim ne zdi to koristno. Zato se mi zdi mogoče tak pristop zelo malo boljši. Ne? Ti dosti jasno zaključiš to knjigo z mislijo, prihodnost bo knjižna ali pa je sploh ne bo, ne? Zakaj? Ja, to se zdi meni zelo logično, ne? Zato, ker bomo nazaj na drevesa splezali, če v 200 letih, če bomo s temi trendi, ki se zdaj kažejo v nekaterih segmentih, nadaljevali. Jaz pač verjamem, da nam knjiga da neko zmožnost poglobljenega mišljenja in saj zaenkrat ni medija, ki bi nam lahko to dal. Ne? Mogoče bo nekoč nastal nek nov medij, ki nas bo naučil poglobljeno misliti, ampak ljudje pač mislimo z besedami, ne? Izražamo se z besedami in izražanja mišljenja z besedami se pač ne moramo naučiti zaenkrat drugače kot skozi branje. Ne gre. Ne? Družbeni mediji seveda nam življenje zelo poenostavljajo, ker kot rečeno, ne, ni nič narobe, če imamo protiutež v knjižnem mišljenju. Če bojo pač bralci knjige izumrli, ne obstojijo neki teoretiki kulture, ki v to verjamejo. Mislim, da Neil Postman, eden od bolj genialnih ameriških raziskovalcev zaslonskih medijev, za že nekaj časa mrtev, ne, je nekoč zapisal, da bi bila največja možna tragika ta, da potem, ko smo imeli nacizem pa stalinizem, ne, ki sta v bistvu cenzurirala knjige, ne, če bi kompleksne in zahtevne knjižne vsebine izumrle zato, ker ne bi imel nihče več intelektualne kondicije, da bi jih bral. In del sodobnega medijskega trenda seveda gre v to smer, ne, ampak jaz Bog pomahaj, verjamem v človeško vrsto in verjamem, da bo dosti ljudi, ki se bojo sposobni temu upreti in ustaviti. In preživeli bojo pač tisti na koncu, ki bojo znali misliti, ne tisti, ki bojo znali drsati s palcem po zaslonu. Jaz sem sicer zdaj na koncu hotela prositi, če Tjašo za njen pogled na prihodnost knjige, ampak se mi zdi, da je to tak zaključek, da potem da se ne da dodati več čisto nič. Če je to, se vam zahvaljujem in se vidimo potem naslednji mesec, če bo, ne? Če bo. Ja. Ja, svetla hvala.